prisluhnimo Božjo besedo. Vrednost vsakdanjega dela. Berilo iz knjige Pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna, žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih potih. Sadove truda svojih rok boš užival, srečen boš in vedno ti bo dobro. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše. Tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Glej, tako bo blagoslovljen človek, ki se boji Gospoda, blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja. Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda. Drugo berilo. Apostol spodbuja k budnosti. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosičnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. To je Božja beseda. Bogu hvala. Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Tak je prejel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel 2, pridobil 2 druga.
Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 5 talentov, prinesel je 5 drugih in rekel: Gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopi v veselje svojega gospodarja. Nato je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel: Gospodar, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga sem pridobil. Gospodar mu je rekel: prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopi v veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in je rekel: Gospodar, vedel sem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi sejal in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril: malopridni in leni služabnik, vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal in zbiram, kjer nisem raztresel. Zakaj bi moral dati? Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10, kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo, tam bo jok in škripanje z zobmi. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnja Božja beseda nas po eni strani že pripravlja tudi na prihodno nedeljo, ki je zadnja nedelja v tem liturgičnem letu, na nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, in na misel o tem, kako bomo mi nekoč morali dajati odgovor za svoje življenje, za svoje dejanja, za svoje odločitve. In kaj je tisto, kar bo na koncu v resnici štelo? Kaj je tisto, kar je pred Bogom v resnici pomembno? Odlomek, priliko o talentih vsi zelo dobro poznamo, verjetno še od otroštva, ko so nas naši starši, naši vzgojitelji, naši učitelji spodbujali, da svoje darove, da svoje sposobnosti, da svoje talente čim bolj razvijemo, da jih čim bolj uporabljamo, da na nek način razvijemo sami sebe in vse to, kar smo dobili od Boga, kar nam je bilo prirojeno, vse tisto, kar bi lahko bilo podobno tem talentom, ki jih Gospodar v današnji priliki daje svojim služabnikom, češ naj z njimi gospodarijo. Čeprav je prilika znana in jo poznamo, vas vseeno povabim, da poskusimo danes posvetiti pozornost 3 poudarkom, ki nam mogoče lahko to priliko pomagajo razumeti tudi kako drugače. Prvi poudarek se tiče tega, kaj naj bi ti talenti pravzaprav pomenili. Talenti v priliki so pravzaprav denarna enota. Ali pa enota za težo,
V vsakem primeru vidi se gospodar tem služabnikom pusti različno zapuščino, različno težo, različno količino, recimo temu denarja, morda zlata, kakorkoli pač že, da bi s tem trgovali. Kot rečeno, mi smo tudi navajeni, da to razumemo pod besedo talent, kot ga poznamo danes, se pravi nek dar, neka sposobnost, s katero je nekdo obdarjen, ki mu je bila prirojena in ki jo lahko potem z vajo, s treningom še razvija do res neverjetnih sposobnosti, ali je to v športu, ali je to v umetnosti, ko se prav rečemo nemogoče, da je nekomu to uspelo s talentom in z vajo. Ampak tisto, kar se mi zdi pri vprašanju talentov pomembno, je, če današnjo priliko postavimo v kontekst, kaj je pred njo v Svetem pismu, v Matejevem evangeliju in kaj je za njo. Pred njo je prilika o 10 devicah, o pametnih in nespametnih devicah, kjer je poudarek na olju, ki ga ene imajo in druge nimajo. In to olje naredi vso razliko v zgodbi. Za tem odlomkom je odlomek, ki ga bomo brali naslednjo nedeljo, ki govori o poslednji sodbi, o kralju, ki pride, sede na prestol in potem deli ovce in kozle, levo in desno, z vprašanjem, kako ste ljubili, kaj ste naredili z mojimi brati in sestrami v potrebah, ali je bilo v vašem življenju v resnici kaj ljubezni, ali pa ni bilo. In se mi zdi, da je v tem kontekstu mogoče te talente, ki gospodar daje svojim služabnikom, razumeti tudi kot ljubezen, ki jo Bog daje nam. Gospodar v priliki je zagotovo Bog in služabniki smo mi. Bog, gospodar, ki odpotuje, je lahko Jezus, ki gre daleč od nas. Najprej na križ in potem v nebo. In je na nek način daleč od nas. Ampak nam zapušča vse svoje premoženje. Vse to, kar on je in kar ima, zapušča nam. Daje nam svojega duha in daje nam svojo ljubezen. In poudarek, ki ga naredi prilika, je ta, da tisto, kar je služabnik prejel, ne glede na to, koliko je prejel, pa se nam morda zdi krivično, ampak koliko je prejel, toliko naj bi tudi podvojil. In tisti, ki je dobil 5 talentov, je poklican k temu, da podvoji teh 5 talentov. Tisti, ki je dobil 2 talenta, je poklican k temu, da oba podvoji. In tisti, ki je dobil enega, je poklican k temu, da tega enega podvoji. Ne gre za vprašanje primerjanja, kdo je dobil več Božje ljubezni. Gre za to, kaj sem naredil s tem, kar sem dobil. Kje lahko to svojo ljubezen, kje smo poklicani to svojo ljubezen uresničevati? Kot rečeno, nas spominja tudi današnji svetovni dan ubogih. Tja smo poklicani, da živimo, da uresničujemo to, za kar smo ljudje ustvarjeni poklicani, ustvarjeni po Božji podobi, da to Božjo podobnost uresničimo, da jo izkažemo. In ker je Bog ljubezen, smo tudi mi poklicani k temu, da to ljubezen živimo. Najprej izkušamo, prejmemo, doživimo in potem uresničimo s tem, da jo dajemo naprej, da jo podvojimo, isto količino, kot smo jo dobili. Drugi poudarek, ki se mi zdi pomemben, je odziv tretjega služabnika, ki svojega talenta, tega enega, ki ga je dobil v priliki, ne podvoji. Kaj je tisto, kar ga pri tem ovira? Kje je skušnjava, kje je zanka, v katero pade?
Ko ga gospodar vpraša, kje so tvoji talenti, mu odgovori, gospodar, vedel sem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal svoj talent v zemljo. Gre za podobo, ki jo imamo o Bogu. Podoba o Bogu nas lahko kdaj v resnici popolnoma ustavi, nas lahko kdaj popolnoma okameni. Ker se nam zdi, da je Bog nekdo, ki je trdosrčen, nekdo, ki nas ne ljubi, nekdo, ki nam ne želi dobrega, nekdo, ki je sebičen in nam ne daje tega, kar se nam zdi, da bi mi morali prejeti. Ta podoba Boga nas v resnici lahko ustavi. Če smo pozorni na to, kar pravi ta tretji služabnik, pravi, zbal sem se. To so besede Adama v raju, ko ga Bog vpraša, kje si, zakaj si se skril. Zbal sem se. Ko sta z Evo grešila, se v njuni srci nekako prikrade dvom o tem, kdo je Bog, a je Bog res oče, a je Bog res ljubeč, ali je pa Bog nekdo, ki me ne mara, ali je Bog tiran, ki me bo zatrl, predvsem pa, ki me bo izkoristil. Da bi znali biti pozorni na to, da bi znali to skušnjavo vedno znova pravočasno spregledati, da bi znali drugemu pomagati odkrivati podobo Boga, ki je ljubeč, ki je skrben, ki je pozoren. Čeprav tega morda kdaj tudi ne prepoznamo, ali pa je morda kdaj to težko sprejeti. Ko imamo občutek, da smo v preizkušnji, ki traje predolgo, ko imamo občutek, da nam je dana preizkušnja, ki je pretežka nam ali pa našim bližnjim, hitro se prikrade tudi ta podoba Boga, v katerega je treba dvomiti in ki mu ne smemo zaupati. Posledico tega, in to bi bil tretji poudarek, posledico tega, da ljubezni, ki smo jih prijeli, ne dajemo naprej in je ne podvajamo, se zdi skoraj malo krivična. Namreč gospodar v priliki pravi temu, ki svojega talenta ni podvojil, mu vzamite to, kar mu je bilo dano, in dajte tistemu, ki ima že 10. Vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Zdi se, kot da je to gospodarjevo delo, kot da je to gospodar na nek način tako želel in tako ukazal, tako odredil. Ampak če smo se kdaj v resnici trudili ljubiti, tudi takrat, ko je bilo težko, tudi takrat, ko je bilo boleče, vemo, da ljubezen vedno rodi sadove. Ljubezen nikoli ne ostane brez odziva. Včasih traja dolgo časa, včasih lahko morda tudi, se nam zdi, da traja predolgo, da se bo nekdo na ljubezen odzval, ampak ljubezen je v resnici edina, ki lahko na dolgi rok daje svoje sadove. Kakršnakoli druga drža, od prisile do jeze, od sovraštva do izvajanja kakršnekoli moči, na dolgi rok ne bo dalo svojih sadov. S tem ste verjetno soočeni vsi starši, s tem se soočamo vsi, recimo, ki učimo verouk, s tem se soočate vsi učitelji. Ljudje se edino odzovemo na ljubezen. Takrat, ko se čutimo varne, ko se čutimo sprejete, ko se čutimo spoštovane, takrat se odpremo in tudi, ko nam je neprijetno, če prepoznamo, da nekdo pristopa in nas uči in nam svetuje in nas opozarja s skrbjo, z naklonjenostjo, z ljubeznijo, takrat se bomo odzvali. Da bi, kot rečeno, v teh posledicah, s katerimi se mora soočiti tisti, ki svojih talentov ne podvoji, ki ljubezni, ki jo je prejel, ne podvoji, da bi v tem ne gledali Boga, ki je krivičen, Boga, ki je trd,
kot rečeno, to je skušnjava. Ampak da bi v tem videli predvsem opozorilo, kaj se lahko zgodi z nami, če ljubezni v življenju ne bomo uresničevali. Da bi lahko prepoznali vso tragiko človeka, ki gre skozi življenje, ne da bi bil ljubljen in ne da bi ljubil. Tak človek v resnici je že v najgloblji temi. Ni potrebno, da bi ga Bog ali pa angeli metali v najglobljo temo. Tak človek je že v najgloblji temi, kjer je v resnici vsak dan, vsak trenutek samo še jok in škripanje zubmi. Ne gre za Božjo kazen, gre pa za Jezusovo opozorilo. Da bi znali torej iskati ljubezen, ki nam jo Bog daje, vsak dan, vsak trenutek, vedno, znova in znova, v svoji veliki milosti in usmiljenju do nas, da bi znali prepoznavati darove, ki jih imamo, in da bi slišali tudi klic k temu, da te darove uporabimo v ljubezni. Da ne bi popuščali občutku krivde takrat, ko se nam zdi, da morda vseh talentov nismo uspeli izkoristiti. Ampak da bi znali tiste, ki jih v resnici lahko izkoristimo, vedno znova uporabljati za ljubezen. Ne zase, ne za svojo sebičnost, ne za svojo slavo, ne za svoje bogatstvo, ampak za ljubezen. To je edino, kar bo naše življenje na dolgi rok naredilo smiselno, ga bo naredilo polnega, ga bo naredilo vrednega življenja. Nas in naših bližnjih.